Počasi se začenja nova iPhone sezona, zato sem se odločila sprobati zadnjo verzijo iOS 18 javne bete. Ja, v cajtu snimanja tega videa je še manj kot pol meseca do septembra, mesec, v katerem bo Apple tradicionalno predstavil nove iPhone in dal ven nove verzije operacijskih sistemov za svoje naprave. Slabe 2 meseca prej lahko vsako leto testirate nove funkcije v okviru javne bete, da se malo navadite novosti. Letos kaže, da bo iOS 18 eden večjih updateov v zadnjem cajtu, tako da vam bo v tem videu pokazala, kako inštalirati beto, tudi če bo ta video zares prišel ven samo par dni pred uradnim izidom in kjer so tiste najbolj zanimive funkcije, ki vam bodo prišle prav pri posodobitvi. No, kva sploh je beta, saj tako že vsi veste, ampak gremo na hit čez to. To je nek sneak peek oziroma poskušina, da lahko vidite, kakšen bo izgledal software na finalizirani verziji iOS-a, ko bo ta jeseni ven prišel kot dokončana verzija. Apple ponavlja svoj software daje ven v 3 fazah, beti za razvijalce, javni beti pa finalizirani verziji, ko pridejo novi modeli iPhone-ov ven. Beta za razvijalce je namenjena pač razvijalcem, da prilagodijo svoje appe za nov software. Javna beta pa je namenjena za tiste iPhone entuziaste, ki svojo napravo vključijo v beta program in dobijo že prej malo bolj izpiljeno verzijo softvera. Oboji, razvijalci in zgodnji preizkuševalci, so na nek način poskusni zajčki za Apple, preden slednji da ven končno verzijo programske opreme in mu na tak način pomagajo svojim feedbackom, predlogi za izboljšanje in tako naprej. Vse zato, da je v končni verziji kar se da čim manj zoprnih bugov in sesuvanj. Čeprav še zmeraj so težave, valjda. To preizkuševanje je super, hkrati pa pomeni, da imate dejansko na svojem telefonu testno programsko opremo in da ste vi preizkuševalci, ker ima svoje prednosti in slabosti. Prednost je ta, da boste imeli zgodnji dostop do najnovejših funkcij oziroma da jih boste uporabljali še preden jih bo preostalih 98% uporabnikov. Slaba novica pa je ta, da imate opravka s testnim softverom, ki še ni optimiziran, kar pomeni, da boste doživljali sesuvanje aplikacij, zamrznitve, zadeve preprosto ne bodo dobro delovale ali pa se sploh ne bodo delale. Cel sistem samo pa lahko tudi sesuje. Pa slaba baterija. Glih zato vas opozarjajo, da inštaliranje bete ni za vse in da tudi če boste šli to počenjati, obstaja riziko za zgoraj naštete stvari, ki jih omenil Davor, plus da boste izgubili podatke ali pa še kaj drugega, tako da to počnite res na lastno odgovornost. Poleg tega vsi iPhone tudi ne bodo podpirali bete, res pa je, da jo podpirajo vse tiste naprave, ki lahko poganjajo iOS 17, kar pomeni, da so to vse linije iPhone-ov, od vključno iPhone SE druge generacije in iPhone XR-ja, pa do vključno najnovejše 15 linije. Torej, vključeni so vsi iPhone-i, ki so prišli ven v letu 2019 ali pa kasneje. To iOS 18 je v bistvu full simple naložiti, v telefonu greste ali pa na kompu greste na svoj brskalnik, tipkate tale URL tlele in se tam opišete, na ta način se boste s svojim Apple ID-jem in napravo vključili beta program, prejem pa boste dejansko inštalirali beto na svojo napravo, vam močno močno priporočala, naredite backup vseh podatkov na iCloud, da imate še zmeraj zero v primeru, da bi šlo kaj res hudo narobi in bi se mu izbrisali podatki iz telefona. Ja, midva tega nisva naredila, ker so dobila na sposojo telefonu Telekoma, jim grede, hvala Telekomu, da nam je to omogočil, ampak če gre za vaš oseben telefon, pa res naredite backup. Ne morava zadosti poudariti, koliko je to pameten, da to naredite, to govorijo iz lastnih izkušenj. Če ste zdaj vse naredili prav, boste v nastavitvah pod razdelkom General in Software Update mogli videti opcijo za Public Beta in ko izberete to opcijo, se beta začne nalagati. Vse skupaj bo trajalo malo dlje časa, ker gre za velik paket, ki se mora pač prenesti, vmes se bo telefon tudi restartal. In zdaj smo tle. Ratel vam je. iOS 18 beta je inštaliran na fonu, vse zgleda good, ampak ni videti kaj dosti drugače, kot ponavadi. Nič bad. Sprememb je malo, morje res pa je, da vam gledajo to faco, kot bi si marsikdo mislil. Ja, najbolj očitno od vseh sprememb je ta, da lahko v Sloveniji končen, zanimiv, uporabljamo slovenščino. Končen. Moram pa priznati, da zelo nisva navajena tega in nam je res čuden iPhone v slovenščini gledati. Ampak nič hudega, to je še super novica in po več kot celem desetletju, še več, imamo končen slovenščino na iPhone-ih, kar je naravno super končen. Vklopite jo sicer najlažje tako, da greste v nastavitve, v iskalno polje vpišete jezik in da ven nastavitve jezika in regije, pol pa slovenščino sam premaknete iz spodaj navzgor pred angliščino, telefon se na nov spet zažene hiter in voila. Sva pa opazila, da slovenščina ni prisotna čizglih povsod. Recimo, če kliknete in pridržite na ikono od Apple Store, se vam odpre mini-miniček in tam boste opazili, da so določene besede še zmeraj v angliščini, naprimer, purchased, updates in search.
Upajmo, da to spremenijo skozi manjši update v javni verziji. Druga večja sprememba je, da lahko svoje appe in widgete namestite kamorkoli na ekranu želite. O tem je Apple na WWDC junija govoril tako, da je nekaj revolucionarnega, to par minut je govoril. Ta funkcija bo prišla prav zlasti uporabnikom Maxov in recimo Plusov, ki so komad veliki in bodo na ta način lažje dosegali appe te uporabniki. Saj bodo lahko čisto razmetani po home screenu, kakor bojo hoteli. Gre za funkcijo, ki je na Androidu sicer prisotna že leta, uporabniki so zanjo preseli res dolg sajt, tako da hvala Bogu, da je končno tudi tukaj, na voljo Apple uporabnikom. To je res predolg časa. Da dostopate do te funkcije, s prstom pritisnite in držite kjerkoli na zaslonu, ikonce od aplikacij začnejo plesati in po jih lahko kar zvrščate naokoli po želji. Vas pa opozarjajo, da se morate še zmeraj malo ravnati po pravilih vertikalnih in horizontalnih črt, plus to, da iPhone še zmeraj hoče avtomatsko zapolniti vrzeli med odstranjenimi appi, tako da še zmeraj nekako dobite feeling, da ne morete kar prosto popreširiti naokoli Apple ali pa widgetov. Poleg tega se lahko igrate tudi z velikostjo in barvitostjo ikonc aplikacij, ko aplikacije plešejo, se levo zgori prikaže gumb uredite, kamor pritisnete, potem izberete prilagodi in lahko izberete med dvema velikostima aplikonc, majhno ali pa veliko. Poleg tega lahko izberete, da so ikonce svetle, temne, lahko se naštimate, da so samodejno, so svetle ali pa temne, ali pa na obarvano in se pa lahko spodaj še z dvema drsnikoma igrate. Zaslon lahko urejate tudi s tem, da pritisnete in pridržite na katerikoli ikonci od appa in vam da možnost, da uredite domači zaslon, poleg tega pa lahko tudi na tak način dostopate do widgeta oziroma gradnika za kjerkoli app, ne da bi rabili posebej hoditi v sekcijo za dodajanje widgetov na levi strani. Ena od stvari, ki so nam bile res ful všeč, ko se uporablja iOS 18, je bila ta, da določene aplikacije lahko ful enostavno zaklenete, da jih uporabljate samo vi in ob vsaki uporabi ta app zahteva ID s faco za dostop do nje. Fajna zadeva, tako da upava, da bo to funkcijo enkrat implementiral tudi Android. Če vzamemo za primer App Store, tapnete na njega in pridržite, odpre se vam mini, kjer tapnete na zahteve Face ID za dostop, upišete kod oziroma date faco in zdaj naprej boste mogli vi ali pa gosti na telefonu zmeraj prej pokazati faco, preden boste lahko dostopali do občutljivih vsebin, kar je zelo primerno, če nekomu izročite telefon. Na enak način lahko enostavno tudi skensate to funkcijo, da tapnete in pridržite ikonco, pokaže se vam mini in tapnete na zahteve Face ID za dostop. Full easy, plus to, da lahko na ta način app tudi skrijete in ga potegnete ven iz skrivne mape v predalniku za appe. Apple je predrugač tudi control center oziroma nadzorno središče, ki zdaj pride v več nivojih in sicer imate na začetku klasično središče, ki se potem lahko nadaljuje. Najprej imate nadzor nad muziko, še naprej pa imate možnost za nadzor več načinov, naprimer za letalski način, AirDrop, Wi-Fi, mobilne podatke in tako naprej. Nadzorno središče lahko customizirate tako, da pritisnete levo zgori na plusek in potem lahko vešate ali pa manjšate ikonce, ki postavljate na poljubno mesto, jih grupirate ali pa dodate novo krmilno funkcijo. Mimogrede, zdaj lahko s pomočjo take lepe animacije spremenjate moč svetilke, kar recimo zgleda res fancy. Ja, če vam gre na živce, da imate na zaklenjenem zaslonu spodaj v kotih že odzmeri samo možnost zagona, svetilke ali pa kamere, lahko tudi zdaj to spremenite in sicer odklenete telefon in pridržite na zaklenjenem zaslonu ter izberete prilagodi, izberete zaklenjen zaslon, lahko izbrišete svetilko in jo nadomestite s čim drugim, ne vem, s kalkulatorjem, če vam je to pač želja. Več o kalkulatorju bo sicer rekla kasneje. Ogromno redesign je sicer doživela tudi aplikacija Foto oziroma fotografije, ki je razdeljena na sekcije, kot so nedavni dnevi, osebe in hišni ljubljenčki, pripete zbirke, spomini, potovanja, izpostavljene fotografije in tako naprej. Aplikacija naredi mini kolaž fotografij na določene dneve, tudi če greste ven, naprimer v soboto žurat, bo naredila kolaž sobotnih fotk žurke. Tudi sicer vam fotografije omogočajo, da bolj grupirate posamezne fotke, da niso vse nametane na eno mesto, da jih potem iščete kot pene budale. Tako da mogoče bo to nov večji trend pri aplikacijah, čeprav vsi nad njim niso navdušeni. Eni celo omenijo, da si je Apple vzel malo preveč pravice posegati v fotke, kakorkoli že. Sprobajte tudi ta prenovljen app, seveda potem, ko ste naredili orang backup in boste videli, koliko vam sploh leži. Imate tudi pa v fotografijah možnost prilagoditi vrstni red posameznih sekcij, tako da vam je vse nek nivo svobode še ostal. Ker se tiče pošiljanja sporočil RCS in zaposlenih sporočil, ki bi izboljšali izkušnjo, ko komunicirate z Android uporabniki, žal, ne moram vam povedati veliko, ker nobena od funkcij še ne deluje v Evropi, sta probala tudi sama. Poleg tega, nažalost, ne deluje niti Apple inteligenca, ki bo v ZDA verjetno delovala ob izidu iOS 18, v EU pa zaradi evropske zakonodaje še nekaj cajta ne, razen če jo probate zloadati prek bete za razvijalce in zamenjati regijo, ampak tam vam lahko deluje sam določen cajt ponavad,
v določenih EU državah pa lihtko sploh ne deluje. Podoben je tudi s kategorizacijo mailov, aplikacij pošta. Tudi to bo prišlo kasneje, ko bo šla končna javna različica. So pa tu vsaj neke druge funkcije, ki pomagajo izboljšati kvaliteto uporabe vašega iPhona. Apple je ustvaril aplikacijo Gesla, ki na enem mestu zbere vsa gesla. Ključe za dostop, kode, Wi-Fi šifre, kar je zelo prikladno. Če veliko menjate telefone, tako kot jih midva, pol je to res prikladen app in upava, da bo Google kaj podobnega mogoče naredil tudi s svojim upravljalcem gesel. Še en področje, kjer je Apple izboljšal uporabniško izkušnjo, pa je kalkulator. V njem lahko zdaj kliknete na ikonco kalkulatorja levo spodaj in izberete funkcijo matematični zapiski, kjer lahko pišete in vam kalkulator sam poda predlog za izračun celotne enačbe. Ta funkcija bo verjetno sicer veliko bolj prišla prav na iPadih, kjer lahko kracate z Apple Pencilom, je pa na voljo tudi tukaj. Vam pa predlagava, da probate pisati kar se da čitljivo, sicer naprava ne bo zmer točen vedela, kva točen vpisujete. Kaj si to zdaj naredil? In je bo mogla dati natančnega rezultata. Ta aplikacija sigurno bo znala delati probleme pri Foxu, sploh zato, ker se lahko da fajn izrabiti za goljufanje, sigurno pa bo tudi dober tehnološki pripomoček za študente in dijake. Za angleško govoreče študente in dijake, bolj specifičen za tiste, ki živijo prav v ZDA, bo prav prišla tudi posodobljena aplikacija zapiski, ker bodo lahko posneli govor, naprimer predavanja, in jim bo iPhone naredil živ tekstoven prevod, da bodo lažje delali te zapiske. Zakaj sem zanje? Ker je trenutno ta funkcija omogočena samo, če imate telefon nastavljen na angleščino, kot jo govorijo prav v ZDA, vse ostale pa sploh za nas, ta funkcija ne deluje. In to je večinoma to, kar se nama je zdelo pametno vzpostaviti tudi iOS 18 javne bete. Seveda so v zadju še druge funkcije, ki so bolj specifične in bodo enim prišle bolj prav kot drugim, recimo Safari, zemljevidu ali pa denarnici ali pa recimo tudi za AirPods, če jih imate. Ampak za večino folka so zgoraj vpisane funkcije tiste, ki so najbolj izstopale in bodo tudi najbolj prav prišle, sploh, ko bodo sfinalizirane. Midva že komi čakava končen produkt in pa nove iPhone, ki bodo prišli že kmalu ven, tako da ostanite naročeni na najmu kanalu, da boste videli reviewje zanje, mi pa se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!